En lep dober dan po dolgem času s Konjskega vrha. Ja, lep pozdrav. Hvala najprej, da si naju Žigom sprejel, potem ko smo pogovor že nekajkrat preložili, tako odpovedali tudi srečanja v živo in mislim, da najprej dolgujeva pojasnilo, čemu je temu tako. Kaj se je zgodilo? Preveč sem v življenju norel in je srce ponorelo. Najprej neko noč, utrip je bil tam okrog 150 in potem me je sosed peljal bolnišnico. Drugič pa si niti nisem mislil meriti utrip, ampak mi je večkrat čudno vse delovalo. Pa sem si izmeril pritisk, pa je bilo čez 150 in potem sem poklical eno medicinsko sestro, ki jo poznam. Ona se je posvetovala in rekla, da pač moram poklicati 112 in so seveda prišli po mene in srce uspešno umirili. In mi potem prijatelji, ki so tudi iz medicinske stroke svetovali, da je pomembno, da se tudi sam umirim, da se srce stabilizira. Svetovali so mi, da pač odložim predavanja, da ne sprejemam težkih obiskov, ker sam ne znam poslušati, samo z razumem. Ne. Kot veste, zelo stavim na celostno inteligenco. Ne. Če srce ne zavibrira, na nek način ne moreš biti v sočutenju in ne more priti v uvid tista dodana vrednost, ki je običajno tudi potem rešilna. Ja, in ker takšni pogovori odnesejo tudi en košček srca, sem se tudi tem pogovorom odpovedal, moral pravzaprav. Pisanju za nekaj časa preprosto je bilo potrebno, da se ustavim, da se tudi srce ustavi oziroma stabilizira. A se spomniš, da nedolgo nazaj sva ravno govorila o tem, kaj se zgodi, če se ne ustaviš. Ja. In takrat je bilo to tako lepo, sva se razdelala, povedala teoretično, kako dobro se je ustaviti. Ampak v praksi so še vedno težave. Jaz sem celo imel datum, 24. maj, po katerem bom naredil nekaj časa stop, ampak je srce že prej reklo, da se je potrebno ustaviti in sem ga seveda moral upoštevati. In to je tisto zlato pravilo, ne? Telo nam nikoli ne laže, telesa ne moremo pretentati. Ja, problem je, ne, da so nas premalo podučili oziroma nam pomagali po osebi tudi spoštovanje do sebe. Ne. Na nek način vedno spoštuj druge, ljubi druge. Ne, začne se tudi z enim fair play odnosom do samega sebe, do konkretnih svojih moči, da ne pustiš, da te do konca pojedo, izžamejo, ampak da se znaš prej ustaviti. Sicer so ti postanki, tisti tedenski postanek, pa še kakšne počitnice med letom, ampak to znam jaz tudi sam dobro goljufati, če takrat že fizično nisem delal, ne, ker se pač v nedeljo ne dela, sem pa snoval, razmišljal in vemo, da možgani potrebujejo kar veliko energije, veliko hrane, ne, in seveda se tudi to potem pozna, tako da je treba ta odmik sedaj vzeti zares. In sedaj, ko si v odmiku, kaj počneš, čemu posvečaš čas? Tihoti, miru, zaznavnosti, tem vibracijam, tem velovanjem vsega živega, kar je ob meni, ne samo ljudi, ampak predvsem sedaj narave, rastlin, živali, seveda kapra. To valovi k meni in mi daje moči, me opolnomoči. In sedaj moram res gledati to, kar je lepo, kar je spodbudno, kar je pozitivno, kar je v tem primeru zame rešilno. Potem, ja, tihota, zaznavnost, kot sem že rekel, to mi je zelo dragoceno, in pa branje. Sedaj imam končno čas, da berem tisto, kar ni nujno, da preberem, ker je v povezavi ali z nekim raziskovanjem
ali s snovanjem neke knjige ali česarkoli, ampak res vzamem v roke knjige, ki me krepijo, ki me opolnomočijo, ki so mi v navdih. Se to sem ravno mislila vprašati, ker sva opazila z Žigom, ko sva prišla en kup knjig, ki jih imaš pripravljene. Ja, to so pa knjige, ki so nastale na Konjskem vrhu. Vse te knjige, ki so nastale na Konjskem vrhu, je zahtevna tematika, so pomembne knjige in sem hvaležen, da so nastale. Ampak tudi, ko sem pisal knjigo Vstanimo v suženjstvo zakleti, so me prav tako peljali v bolnico, ker sem dobil rano na želodcu. Namreč povedali so mi, knjiga ima kar 1000 strani približno, so mi povedali, dokdaj naj bi knjigo oddal, ker jo je založba že napovedovala in sem vedel, da v bistvu ne bo mogoče v takem kratkem času končati knjige. Ampak sem jo končal ravno zato, ker sem bil vmes en teden v bolnici, brez tega postanka pa res ne bi mogel dokončati, tako da si tudi ta postanek, v katerem sem sedaj, jemljem v dobrobit, v korist. In potem lahko posegaš tudi, si rekel, po tistih knjigah, ki niso nujne za raziskovanje. Se pravi, posegaš po knjigah iz svoje bogate knjižnice? Ja. In in naše šmarske, tako, tudi mi ti še kaj prinesemo. Zakaj se ti zdijo knjižnice, to kar večkrat poudariš, sveti prostor? Ja, stara slovenska beseda je hram, to je svetišče bilo, Poznamo shrambe, ampak ko rečemo shramba, ponavadi pomislimo na tisto shrambo, kjer hranimo živila, tudi zelo dragoceno, pomembno, ker pomeni preživetje, ampak te shrambe, v katerih hranimo knjige, knjižne police, knjižnice, so prav tako zelo pomembne, ker nas prav tako hranijo, ker nas bogatijo. To so res hram svetišča, sveti prostori. In tudi sam imam doma, ker želim, da je dom nek svet prostor, imam veliko knjig. Zdaj nekdo bi rekel, a si vse prebral? Nisem vseh prebral, ampak nekatere knjige so svete same po sebi. To so knjige mislecev, duhovnih učiteljev, literatov, ki so znali vtkati v svoje besedila tudi dušo, tisto presežno, tisto, kar nas človeči. To je pomembno imeti tudi doma. Mnoge knjige vzamem v roko, nekatere pa preprosto bogatijo prostor in mi je to dragoceno. Vidim pa, da prav knjige, ko pride kdo k meni, prav knjige prevzamejo ljudi. Knjige zbiraš, vem, da jih nosiš, vedno imaš nove. Pobiram s kontejnerjev. Pobiraš z bukvarni. Ali se kdaj odločiš, da daš knjigo stran? Kako je s tem? Izločaš tiste stare, tiste, ki jih nisi dolgo vzel v roke, tiste, ki si jih že prebral. Kako je s tem pri tebi? Nekatere knjige podarim, nekatere pa morajo biti v hiši. Recimo, kako bom podaril, dal od sebe, recimo Platona, Aristotela, mojstra Eckarta, svete spise, sveto pismo, vede, to ne moreš dati proč. Tudi, če recimo dolgo časa ne bi vzel to knjigo v roko, je sama po sebi nekaj svetega v prostoru. In tudi sam, ko pridem v kakšno hišo, najprej pogledam, ali imajo knjige. In sem zelo vesel, ko vidim še v nekaterih hišah ne le ogromnega TV ekrana, ampak vidim tudi knjige, knjižne police in vidim sladokusce. Ko pogledam knjige, prepoznam, kakšen je človek. Povej mi, s kom se družiš in povedal ti bom, kdo si. Povej mi, kakšne knjige imaš doma in ti bom povedal, kdo si. Ali je to samo neka plehka literatura, lahkotna, nimam nič proti temu. Tudi sam za lahko noč preberem ljubezenske pesmi, bogazni so sicer, bi rekel, lahka literatura, so pa lahkotnejša literatura.
ki me prijetno zaziblje v sen. Če pa je samo nekaj plehkega ali pa celo knjig ni, potem se vprašam, s čim bogatijo, kaj je vsebina, s katero bogatijo ne samo svojo misel, ampak tudi svojega duha. Ne? Ker ko vstopiš v nek dom, točno vse razbereš. Ne? Tudi po knjigah. Tudi po knjigah. In res ti mi želimo, da si ta čas, ko si ga vzameš zase, vzameš tudi za tiste knjige, ki te bogatijo. In tudi vsem, ki najo gledajo, naj poiščejo knjige, ki jih bojo razvedrile in tudi bogatile v razmišljanju. V knjižnicah jih imamo ogromno. Je pa dobro imeti tudi doma, biti sladokusec, tudi za mentalno uživanje, ne zgolj za to hrano, ki jo použijemo za telesne moči. In s tem lahko zaključiva za danes, vas lepo pozdraviva in vzemite si knjigo pred spanjem v roke. Ja, vse dobro s Konjskega vrha.